Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in jaz sem prerojena po parih dneh oddiha. Bila sem na Sardiniji sama, 5 dni popolnega odklopa in vam povem, da sedaj, ko sem nazaj, ko vidim, kako vdahne človek novo energijo, dejansko bi vsakemu priporočala, vzemite si nekaj časa samo za sebe, ampak ne tako en sprehod. Enostavno, da se umakneš nekam, tako kot v svojo votlino, da lahko zadihaš. Stran od ljudi, od vsega, vam povem, to je res nekaj neverjetnega. Jaz sem čutila, da rabim neke nove energije in vam povem, da to je bilo res super. Prvi dan je bilo tako zanimivo, grem na eno samotno plažo, ker itak zdaj ni turistov. In sem govorila z enim parom iz Francije in bila je nosečka je bila. In ta nosečka razlaga o tej svoji strasti, kakšno strast ima, kako diabetikom pomaga pri tem, da ko jih spodbuja, da hodijo, kako rešuje njihove noge. Ima nek projekt srečne nogice, nekaj takega. Mogoče kakšna ideja za vas, ki ste v zdravstvu, narediti projekt, kako pomagati ljudem z diabetesom, v glavnem sladkorno boleznijo. V glavnem in mi dala misliti, veste, ker gre se pri vsem skupaj, karkoli v življenju delamo, za strast. Gre se samo za to. Kje je tvoja strast? Enkrat se spomnim, ena gospa prišla k meni na svetovanje in ko sva se pogovarjali o tem, prav strasti, je rekla, veš, jaz vstanem, zjutraj grem v službo, pridem domov, skuham, pač v službi delam, kar od mene zahtevajo, tako imam preveč naloženega. In ko pridem domov, me še vse čaka in potem doma na hitro nekaj skuham in že čutite to vibracijo, ne? In ona hodi samo še en marš. Vsak dan nov marš prestopa, zato ker mora. Kje je njena strast? Verjetno, a veste, a ne? Zdaj pretiravam, ampak človek lahko razume, kako lahko pride nekdo do točke, ko nekoga druga ubije. Ker enostavno samo okrog obrne in enostavno krivi nekoga drugega, da je kriv za njegovo situacijo, za njegovo mizerno življenje. Se reče v slovenščini mizerno, pač tako, prav bedno življenje. Nekdo drug je kriv, ampak je res. Ker vsak ima v sebi možnost odločanja. Dvomim, da ste v nekem taborišču, da morate biti tam, pa gre se za to, da najdeš svojo strast. Nekoč sem govorila z eno gospo in je rekla, bom kar nekam šla. Kam? Vam povem zdaj skrajni primer. Spet ena gospa, ampak ta gospa je bila še dementna za povrh. Enostavno doma je prišla do nekega zaključka, da ji kradejo denar, in tisti trenutek ni najdla ključa, starejša gospa. In ker ji niso pomagali tisti trenutek najti ključa, je šla in skočila v vodo. Pač naredila je samomor. In veste, kako zanimive zgodbe piše življenje, ko bi si vzeli vsake toliko časa. Čas za to, da se nadihamo. Ko sem po enih 3 dneh občutila samo še radost življenja, bila je tako ena dolga plaža, bila sem v Calieriju, se še izgovoriti ne znam, pač Italijani rečejo drugače, Cagliari. V glavnem južno, plaža Sant'Andrea, pač to je dolga plaža, dolga. In sama sem bila na tej plaži in veter je pihal in valovi so butali. In jaz sem občutila tako strast življenja, ki je okrog mene. Prav občutila sem s tako hvaležnostjo, napišem v pesek, tako ljubim življenje in na nebu se izriše srce. Pač
kako smo svojo vibracijo vpeti v vse to, kar se nam dogaja, svojo vibracijo. Svojo vibracijo smo vpeti v naše dogajanje. In ko imamo nizko vibracijo, srečamo na cesti tistega kretena, ki ne zna voziti, nekdo nam odrgne avto, zvijemo si nogo, mogoče, pač vse vemo, kako grejo stvari. In zato je tako pomembno poskrbeti za to svojo vibracijo. Kako biti v visoki vibraciji? Ker svojo vibracijo ustvarjaš pesem življenja, ki je. Svojo vibracijo. Če si predstavljate, da bi imeli v roki inštrument, dejansko vi s to vibracijo ustvarjate neko frekvenco, ki neka nevidna pesem, ki gre v svet. Pač tako grejo zadeve. Tukaj za sabo, to je pri meni v dnevni sobi, imam sliko Katarine Vidmar. Nimam pojma, kako je naslov, ampak lahko da je Prehod v novo dobo ali je pa Drevo življenja. Ampak v osnovi tukaj ta kreacija za mano je povezana s koreninami in vam bom pa pokazala sliko. In zadaj je vortex, se pravi ta vrtinec, ki ustvarja. Tako močno smo vpeti noter v življenje, da pesem naše duše dobesedno ustvarja našo realnost. Jaz sem si sama vzela karte in sem si pomagala pri določenih odgovorih dejansko s kartami. In 1000-krat sem dobila eno in isto karto. Kočija, ne? Se pravi, kočija, ti si karmar, ti si tisti, ki določaš tempo, ti si tista, ki svojo mislijo določaš, kam bo šlo tvoje življenje. Mislim, tako res neverjetno. Neverjetno. Par dni. Prišla sem do zaključka, da v 4 dneh, 4 dni, da si vzameš časa za sebe, je dovolj časa, da se napolniš z novo energijo. Čisto dovolj časa. Zdaj, mi tako pogosto delamo kompromise v svojem življenju. Take kompromise, ki nas v osnovi zastrupljajo. In te kompromisi nikdar niso dobri za našo rast. Nikdar. Ker če si predstavljate, da kompromis je nekaj, kar rečeš, žrtvujem to, zato da dobim to. Ampak gre se za energijo žrtvovanja. Ko nekaj žrtvujemo, tisto, žrtvujem nekaj časa, mogoče moj prosti čas na račun tega, da nekaj ustvarim. Ja, absolutno. Jaz sem žrtvovala, v narekovajih, čez poletje moj prosti čas, da sem ustvarila novo knjigo. In to je bil ustvarjalni proces, ki sem čutila, da se to more roditi. To je bilo kot, a veste, nosečnost, ko enostavno more priti to med ljudi. Ampak ko na dolgi rok žrtvuješ svojo življenjsko energijo za preživetje, ne boš preživel. Pač tako grejo zadeve. Na letalu sem spoznala enega fanta iz Hrvaške. Wow! In zanimivo, jaz potegnem ven eno knjigico, pač od teh kart, in on, ko vidi kart, naredi, wow, karte! Se rekla, vas zanima to. In sva začela govoriti, poslušajte zgodbo. Po poklicu diplomiran inženir gradbeništva. Delal je v službi in enostavno prišel do ene točke, rekel, ne morem več. Pustil službo, sedaj ima svoj vrt, vrtnari, mi je pokazal vrt in rekel, jaz ne hodim v trgovino, ker nimam potrebe po tem. In zdaj razmišljam o novih projektih, kaj bo naredil, da bo to svojo strast, ki jo ima tako veliko, delil z drugimi. Je prišel do zaključka, da bo
turistični vodič oziroma gorski vodnik po Velebitu. Njegova strast. Se pravi, svojo strast bo dal v posel. V hotelu sem srečala en krasen par iz Poljske. Njuna hčerka je bila tisto, ko je mene zagledala, je začela z mano komunicirati, 10-mesečna punčka, Eliza. In je bilo vse tako, in tako naprej. Očitno sem en magnet bila za otroke in pse. In vam povem, ta par, on na Poljskem je rekel, da je slaven, ker goji metulje. In sem rekla, kako ste prišel do tega? Je rekel, kot majhen otrok sem si želel imeti eksotične živali. In moja otroška strast je nastala moj posel. In sedaj hodi po vrtcih in otrokom kaže te kače in metulje in tako naprej. In ima cel posel iz tega svoje strasti. Poglejte, kako neverjetno, tega sploh v Sloveniji ni. Sploh ne obstaja, po moje ne obstaja. Da bi bil nekdo, ki hodi po vrtcih in s temi eksotičnimi živalmi kaže to otrokom, ima ene take ogromne kobilce, 20 cm dolge, velike kobilce iz ne vem kje in tako naprej. Svojo strast je dal v posel in življenje ga je podprlo pri tem. Če pogledamo življenje, življenje je strast. Zdajle, recimo tukaj na Primorskem, zna fajn pihati. To je strast. Veter je strast. Tam na Sardiniji je tako pihal. Jaz vam povem, da kaj takega jaz še nisem videla. Sem mislila, da me bo odpihalo, ampak dejansko je pihal, potem je bilo 14, ne vem česa, na sekundo. Mislim, res je bilo burja taka, da je bilo wow. Ampak to je strast. Morje je butalo na obalo, to je strast. Življenje ima strast. Kaj pa mi? Mi da samo hodimo, ne? Naslednji korak, zato ker ga moram narediti. Ne, življenje mora biti strast. Ja, vem, pa pomislite, ampak imam kredite. Ja, denar je posledica, vedno, vedno. Denar je posledica. In če morate umirati vsak dan v službi zato, da plačate kredite, vas bo ta kredit pa ta služba pokopala. Življenju rabimo strast. Ni druge. Ja, res, mogoče zdaj razmišljate, kaj se je z Minko naredil. Ja, vsak bi mogel iti za par dni vdahniti življenje in potem greš naprej. Tako, prav želela sem zdajle, preden sem okužena z drugimi energijami, še deliti to, kar sem doživela tam. Tako neverjetno, tako neverjetno. Ko dovoliš, da te življenje nahrani od znotraj. To je nekaj neverjetnega. A gremo na kakšno pozitivno sporočilo še? Prehod v novo dobo. Da vidimo, ker smo na prehodu v novo dobo. Verjemite mi, da smo na prehodu v novo dobo. In kdor se upira spremembam, ga mogoče kolesje zdajle pošteno stiska. Prehod v novo dobo. Pogumno se odločaj za sebe. Zato, ker te podpirajo vse vesoljne sile. Odločitev je prišla. Roža življenja je celota. In zdaj je celota, tisto, kar ti moraš narediti za sebe. Prav je, da se postaviš za sebe. Dovoljeno je, da si močna. Svojo moč lahko izražaš na ljubeč način. Sledi sporočilom, namigom, znamenjem, ki te vodijo naprej. Varna si tukaj in zdaj. Odpirajo se ti nove poti, sposobnosti, nove energije. Podpirate vse, res podpirate vse. Eno stvar, mi ženske se moramo zavedati, kako smo mi dejansko boginje. Mi nismo fate, mi smo boginje. Ženske, dajte se v žensko energijo. Ker če nismo v ženski energiji, ko smo v moški energiji, se nam tvorijo moški hormoni, postajamo možače in to povzroča pri nas še več stresa. In ko imamo stres, se nam izklapljajo ženski hormoni in imamo težave s hormoni in se redimo in smo nezadovoljne in vse ugasne.
naša ženska moč ugasne. Jaz sem tukaj le Tobija, Ronko, naša dva kužka. Ja, so zanimivi ti kužki, ki enostavno živijo strast. In povezani ste z obiljem. Življenje je obilje. Lejte, bodite naravnani na vibracijo obilja. Izobilje lahko čutite povsod. Poglejte ven, zdaj je samo eno drevo in to listje, ki se zdaj barva, a jih lahko preštejete? Jih ne morete prešteti. Toliko listov je. A lahko preštejete molekula zraka? Ne morete, ker je obilje. A lahko preštejete kapljice vode v enem kozarcu? Ne morete, ker je obilje. Obilje je povsod, ker ta vibracija obilja je. Zdaj pa s čim sem pa jaz povezana? A z obiljem, a s pomanjkanjem. In čas je, da odvržemo težo, to, kar moramo vleči za sabo in gremo naprej. Očiščenje teže preteklosti. Vem, da marsikdo je zdaj po parih letih tega intenzivnega čiščenja že tako sit, da ne more več, da je enostavno dovolj. Ker to intenzivno čiščenje se je začelo s korono. Pomislite, to je bilo 2019. Zdaj smo 2023 leta in marsikdo obupuje, ne morem več. Tudi to lahko, to je vaša odločitev. Ne moreš in se uležeš in čakaš. Bog vzame, ta trenutek ne morem več. Ne, če je Božja volja, da preživite, boste preživeli. Tako kot ena gospa, in ona javno govori o tem, gospa Helena, skočila je pod vlak, naredila samomor in ni bil njen čas, da umre. Ronka, v redu je, ne smeš lajati. Ni bil njen čas, da umre in jo je njena energija, njen angel varuh obvaroval. In kaj to pomeni? Ja, zdaj je invalidka, ampak je živa. In sem rekla, poglej, kakšno poslanstvo imaš, ti boš ljudem pomagala, ki se dobesedno obležejo pod vlak in rečejo dovolj. Takim ljudem boš pomagala, da preživijo, ker ni čas za svoje zaključke. Ne opopavati. In vemo, da 11. mesec je po mojem najtežji mesec v vsem letu, zato ker se krajša dan, ker se še ne prižgejo lučke, ker je ta energija novembra, Škorpijon je tako s čustvi povezan in tako težkimi čustvi povezan. Ja, ni enostavno, ampak zdržite. Ja, za kakšen dan se lahko uležete na kavč pa rečete, ne morem več. Ampak ne obupati. Verjemite mi, če ste ta trenutek na tleh, je sigurno vaše poslanstvo, da ostanete in da, ko boste imeli spet ponovno moč, boste nekomu podali roko in boste rekli, jaz sem zmogla. Tako je. Ni poraz, da padeš. Pač to ni poraz, da obupaš. Ni poraz. Ampak, glejte, ko zmoreš zbrati zadosti moči in reči dovolj in vstaneš in se postaviš za sebe, verjemite mi, takrat ploska vse stvarstvo. Takrat imate take bučne aplavze okrog vas. Vem, da jih mogoče takrat ne slišite, ampak ko zmorete vstati, jaz sem zdaj prav ganjena, z vami proslavlja vse stvarstvo. Tako močne so te energije. Tako da pejte naprej in pojdite naprej. Ker življenje je res lepo. Jaz sem tam v pesek napisala, ljubim življenje, ampak sem res čutila to in življenje ljubi mene. Wow. Življenje ljubi mene. Ja. Tako je. Uživajte, pojdite naprej, zberite svojo moč in boste videli, zmorete. Karkoli se vam dogaja, zmorete. Uživajte.